Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Verjetno veste, kako zelo pomembno nam je, da vas spodbujamo k temu, da začnete živeti bolj zdravo, kajti zdravje je naša največja vrednota, nažalost pa to ugotovimo šele takrat, ko nam kaj fali, po domače povedano. In potem smo razmišljali, kaj in na kakšen način bi vam mi to najbolj prikazali. Oziroma, kako bi vas spodbudili k temu, da končno začnete kaj delati na tem, da začnete izbirati bolj zdravo prehrano, da se začnete gibati, da si privoščite kakšno terapijo. Zakaj? Zato, ker se imate radi. Vidite, to je vse povezano na tak ali na drugačen način. No, in potem smo ugotovili, da vas pravzaprav najbolj navdušujejo zgodbe. Zgodbe vsakdanjih Slovencev, takšnih, ki jih pravzaprav srečate povsod. V trgovini, na cesti in povsod druge, mogoče tudi na kakšnih dogodkih. Tako je danes v naši družbi Franci. Spoznali ga boste, kakšne so bile njegove težave, kako se jih je lotil in kako gleda na svet. Je pa v naši družbi tudi gospod Snoj. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan. Kako ste kaj, Franci? Ja, zdaj je že v redu. Zdaj že v redu? Pa še ne boljš kaže? Ja, upam. Kaj ste kaj vi počel v življenju sicer? Marsikaj. Marsikaj? Težko delo sem pa imel zmeraj. Težko delo? Tesarstvo. Tesarstvo? Pa so bili pa fajn z lesom povezani ves čas. Cel življenje. Zdaj je to drugačno, zdaj smo bolj pisarniški ljudje, ne? Včasih se je pa bolj delali. Ja, no, zdaj so bolj tak strojčki. Koliko ste stari, gospod Franci? Zdaj ste moški, moške to lahko vprašamo bojda, Ja, no. ženska se ne sme. Blizu. Blizu? Blizu stotke. Kako? Prej na 100, na 50 nazaj. Ja, to bi rekla, ampak bravo, dober diplomatski 75 sem žal skozi. Pravijo, da tam po 50., 60. letu, zdaj ne vem, kako ste stari, ampak pravijo, da se takrat zgodi nekaj, takole opisujejo, tudi moji starši so mi to povedali, da starost vpraša, kaj je počela mladost. Ja, to so tudi včasih rekli. So rekli včasih, ne? Ste imeli kakšne težave? Kaj je vaša starost ugotovila, kaj ga je mladost biksala? Oj. Marsikaj sem dal skozi. Marsikaj. Ste imeli kakšne težave? Sem dal želodec operirati tudi. V srce. Srce? Kaj je bilo v srcu? Infarkt, kaj pa češ ga biti. Infarkt? Dobre hrane. Premočna hrana. Premočna hrana? Ja, seveda. Koliko ste bili pa stari, ko ste doživeli infarkt? A zdaj že toliko cajta nazaj? Tam po 60. Okrog 60. In kdaj je bil tisti trenutek, da ste se strezno pa ste rekel, ok, zdaj bo treba pa nekaj narediti? Ja, ko daš se skupaj, pa začneš ližati, moraš malo več živeti. Je pa je treba nekaj narediti. Kam ste se zatekli po pomoč? Verjetno zdravniku, seveda, najprej. Ja, pa to je par dni manj, da sem šel do zdravnika, sem malo preveč trmast. Aha, ste trmasti. No ja, bi rekla, Slovenci znajo biti taki. Potem pa imate tudi izkušnjo pri nas v Sloveniji, mogoče kdo vidi to kot alternativno, ampak na Kitajskem to uporabljajo že v bolnici, Biospektrum. Ja, pa še kaj lepše, še kaj druga tudi zadeva zraven. Aha, dajte nam kaj več povedati o tem. Ja, v tistim, kar sem doživel pri njemu, ne vem, kako bi to povedal. To je s svojim prstim je delal več kot vse druge aparate. Aha, govorite o gospodu Raku? Prosim? Govorite o gospodu Raku, verjetno o tistih 5 minutah z njim srečanja, tudi in o pregledu, verjetno. Meni delo, jaz mislim, da ima prste svoje noto v mojim prstih noter. Aha. Pa vas je masiral ali kaj pa mi počel? Ne vem, kaj je delo. Vem, da je od zadnje za lopaco. Jaz sem sam gledal, da je bilo tukaj vam prišel. Pa je to bolelo? Ne, ampak tako, čudeč, da ne vem, kaj je to. Kaj pa potem bilo? Ja, pol, tale prst mi je mučko rekel tole, tak, pa čist lokr bod, pa za roko potegnil. Jaz mislim, da mi je trofazno držal. Ampak ste preživeli na koncu? Ja, ko bi odsekal je nahaj, vse boleti. Ja, bolečine so ene izmed tistih, nekateri se kar odločijo, da bojo živeli z njim, oziroma za to bolečino, ampak obstajajo tudi druge opcije, take in drugačne. Saj lahko z bolečino tudi živiš, ampak ne smejo biti prehude. Ne smejo biti prehude.
Gospod se je odločil tudi za Biospektrum. Namreč to, kar smo zdaj slišali, je bilo bežnih nekaj minut naknadnih še z našim gospodom Jožetom. Namreč on ni samo bioenergetik, obvlada še marsikaj. Se pravi, kaj točno mu je naredil, ne vem, vendar sprostil mu je bolečino in pa neko zateglost v vratni mišici. Ampak drugo je bolj pomembno, kako je gospod Franci hodil na terapije, seveda na Biospektrum, kot pravite, in zakaj. Pa bi mogoče povedal, kako se je prej počutil pred terapijami. Pred terapijami sem se pa res počutil, da nisem mogel niti ustati. Iz posle, ko me je to zagrabil, to je bilo tako pol 3 po noči. Kje pa vas je zagrabil, Franci? Čist navadno, tukaj iz tele tako krog in od tukaj je šlo po celem otresu, ko bi me sable zabijo. Kaj pa so vam rekli zdravniki? Na rentgen smo me poslali, pa na ultrazvok pa nekaj nič pokazali. Kot da je vse v redu? Ja, pa smo rekli, ja, bomo dali tam malo naprej, pa gor, pa dol. Pa zdravnici so rekli, ja, to smo pa samo odločili. Sem rekel, bom se odločil, pa nisem šel. Za koga? Pa vsake bolezni bi čakal po 3 kila, pa 3 mesece pravzaprav, da prideš na vrsto. Ni to, ne? Kaj bom zdaj? Potem ste pa začeli z Biospektrumom. Kje ste pa slišali pravzaprav za to? Večkrat smo se dobila, pa sem jaz jamral, da koliko me boli vse. Pa ta rekel je pa 5 smo, nisem verjel, koga dela pa to. Jaz sem tak bil. Ne verjamem vse. Neverni Tomaž, kot mnogo v Sloveniji ljudi. Mene to prepričati, moraš biti pa že hodič dober. No in sem rekel, pa dajmo probati, če že marsikaj ni pomagalo, prav nas zanima, če tudi to, a bo kaj na tem ali ne bo. No in gospod je šel in je naredil ne vem koliko, 7-8 terapij v en teden in še v naslednjem tednu neki. Spomnim se tistih zgodb, kako z našo gospo, ki ga pospremi in ki na naše terapije pospremi vsakega pacienta, sta imela, da rečem, probleme, ker se na mizi ni mogel obrniti, gospod Franci. Kako je bilo po enem tednu ali po 10 dneh, kako je šel po stopnicah in take reči. To sem jaz spremljal in sem rekel, to bi bilo malce zapovedati. To je zelo za njega čudežno. Zdaj se pa spet v tistih letih, malo frajle gledate okrog, kako? Zdaj bo šel plesati lahko spet. Ja, seveda, ukreten pa to. Vendar kakšno muziko bo malo zaplesala. Se pravi, verjetno je bilo, jaz, kar sem zasledil od gospoda Jožeta, neko vnetno stanje, se pravi artritis, bolečine v hrbtenici so se tako razširile, da je tudi na trebušno votlino mu šlo. Njegove izjave so bile, kako je trebušno, se pravi, pas zmanjšal za 2 na pasu, za 2 luknje. Za 2 luknje sem dal pas ven, toliko sem bil zatečen. Se pravi, zatečenost in bolečine. In to je zginilo v dobrem tednu, 10 dni. Vse to. Zdaj, zakaj? Seveda, konkretno lahko rečemo iz večjih verjetno razlogov. Saj Biospektrum deluje, kot so večkrat že smo govorili tukaj, nekako na vse 4 sisteme, na krvni obtok, na limfni obtok, na živčni sistem, kardiovaskularni in seveda imunski tudi, žleze znotraj izločanja. Vse je seveda v telesu povezano. Lahko bi povzel tukaj eno od raziskav teh kitajskih zdravnikov, izumitelja in pa celega tima teh znanstvenikov, ki so to študirali. Recimo, glavni ali eden glavnih pri bolečinah, tudi so govornikov pri bolečini, so recimo kalcijevi, kalijevi, vodikovi ioni in te halogeni ravno njih Biospektrum odpravlja. In te so najbolj pogosti pri artritisu, pri rakavih obolenjih, pri herniji medvretenčne ploščice in to ravno odpravlja. Tudi pospešuje, recimo konkretno Biospektrum, pospeši absorpcijo vnetnih izločanj, torej snovi, ki se izločajo pri vnetju. Zato tudi seveda pomaga pri odpravi, se pravi, zateklih stanj, edemov in tako naprej. Torej, to so eni od dejavnikov. Imamo seveda cel niz raznih tudi drugih primerov, kot so recimo na kožo, kot naš tak nek največji organ, so zelo lepi rezultati, kako lahko omenim
kako gospe so zginili. Preprosto so zginili zrazki na koži po nekih 14 dni uporabe te naše biokomore, ki jo ima doma. Mogoče bi jo pokazali na sliki. Tole biokomoro. Takole, tukaj so no, tole je herpes zoster, kako se je po 5 dneh začel sušiti, to je eden primer iz naše prakse, kako na koži vidimo, brez injekcij, brez tablet. Danes vam torej govorimo, kaj vse se da, kajti mnogo stvari se da, če seveda tudi želimo, in mnogo poti do zdravja obstaja, in danes vam predstavljamo torej eno izmed teh poti do zdravja. In poglejmo si torej tole biokomoro, no, to me tudi zanima. Kaj to izgleda, kakor savna? Zgleda od odzunaj reciva kot savna, vendar je to mnogo več. Namreč biospekter nudi cel spekter življenjske energije, lahko rečeva. Kaj je ime? Biospekter je neko integrirano ime za cel spekter in za po valovni in po intenziteti izraženo elektromagnetno valovanje, ki ga imamo mi v telesu. In to nam biospekter nudi. Zato v telo prodira, telo ga sprejme, ker sebi enako se ujema in zato se dogodi popolna biospektralna resonančna absorpcija. In to vpliva na vse, ne samo na celice, tudi na nihanje atomov, na kroženje molekul, na samo membranski električni potencial celice, torej na komunikacijo med celicami in tako naprej. Na vse te sisteme, katere z primer samo toplotnim efektom ne dosežemo, katere z mogoče neko svetlobo tudi ne dosežemo. Biospekter ravno v tem je unikaten, da vse to zajema skupaj. Dajte mi nekaj povedati, ne? V naši oddaji govorimo o poteh do zdravja, kot sva rekla, ampak tako celostno gledano. Se pravi, da upoštevamo tudi človekovo energijsko polje in upoštevamo tudi človekovo energijsko anatomijo. Govorimo o auri in govorimo o čakrah. Nam lahko zaupate tudi kaj iz te strani. Deluje tudi to, oziroma gospod Franci, koliko ste pa vi kaj pri čakrah pa pri auri? Koliko kaj sprejmete to? Bolj na trd. Bolj na trd. Lahko pa pove, kako se je počutil potem. Ja, to je pa druga zadeva, ne? Sej, na vse zadnje verjetno sam da deluje, ne? Ja, veliko bolj sem se počutil, res, to ne moram pozabiti. Odlično. Torej, tole me zanima. Ali ste preverili tudi, kar se tiče energijskega sistema? Mnogokrat že in ravno to, kot ste rekla, še enkrat moram poudariti, da biospektrum deluje prav vidimo na sliki primer pred biospektralnim obsevanjem, vidimo po eni terapiji in desna, vidimo naše čakre po 5 terapijah. Kako so uravnane s Kiriljanovo kamero, kako so uravnane, uravnotežene, in nekatere močnejše. Skratka, deluje na odpravi blokad, deluje na sinhronizaciji v telesu, vse to, kar ste prej omenila. In če pogledamo tudi drugo sliko, prosim, kjer imamo prikazano energijsko stanje okoli telesa ali auro, vidimo razliko na levi strani ali na desni. Na levi vidimo razne zareze pomanjkljivosti in na desni po terapijah biospektrum naših terapijah v našem centru. Mimogrede, na naši spletni strani www.biospektrum.si vse to tudi se veliko lahko prebere, se tudi marsikaj tega vidi še naprej, ker se ga ne moramo zdaj opisati oziroma povedati. Vendar to, kot ste vprašala, je bilo delano že velikokrat, že pred leti. To so že gospodje, so bili že 8-9 let nazaj z Beograda. Je naš gospod priznan inovator Slovenije to delal, sva sodelovala in teh posnetkov je že in primerov veliko narejenih s to Kiriljanovo kamero. Kakšne so pa tukaj recimo omejitve, ne vem, za koga ni primerno? Ni omejitev praktično zato, ker to je naraven spekter. Ne more škodovati, telo ga sprejme, ker sva rekla sebi enako. So tudi seveda delali laboratorijske raziskave, teste 10 generacij, to so podgan z biospektrom obsevali in po enem letu, po 10 generaciji so gledali genske mutacijske spremembe in tako, ker vse bazira sedaj že na 30-letnih izkušnjah. To je eden od aparatov, vidimo na sliki, biospektrum, zelo primeren, pri nas je na terapijah, tudi takole izgledajo terapije. Celo telo na vsaki terapiji, pomembno povedati, zajamemo celo telo. Najprej se gre v biokomoro našo, potem pa takole na mizo, kjer se s 3 najmanj aparati deluje z biospektralno energijo. Celo telo vedno uravnavamo, ker
vemo, da če tudi pri nogah imamo aparat nad glavo, nad telesom, poskušamo vzpostaviti čim bolj maksimalno energijski pretok po meridianih. Namreč Biospektrum deluje tudi eden edini aparat, ki dela na vse tiste prej naštete načine tudi preko akupunkturnih točk. Torej zajema celotno staro kitajsko medicino, je zajeta pri njih in so tudi navodila, katero mesto naj se obseva pri katerih boleznih, katere točke akupunkturne. Namreč jih aktivira pretok energije po meridianih. Po meridianih. Takole, če pogledamo še enkrat biokomoro, to me zanima, kako izgleda. To je biokomora. Fajn, to bi lahko zelo imela. Je notri več kot 2 kvadrata biospektralnih grelcev, se pravi celo telo naenkrat je obdano s to biospektrum energijo. Kakor ena infrardeča savna. Ja, od odzuni. Od odzuni, ok. Nekaj infra ima, če samo 2 številke od 2 do 20 mikro, biospektrum ima od 0,5 do 10 tisoč. Že številka pove, to je enormno drugače. Celoten človeški spekter. In okoli so ti grelci biospektralni, torej ta biokomora je, lahko rečeva, nek pika na i med vsemi temi aparati. Najbolj celovito zajame celo telo, najbolj obsežno deluje naenkrat na celo telo. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo novo tehnologijo, ki je narejena za boljše počutje ljudi. A je to nova tehnologija? Kakor gledamo. Če gledamo na stoletje, je nova. Izum je bil narejen leta 1985, se pravi že dokaj stara, če bi gledali na to tisočletje. Namreč v Kitajski se uporablja v redni uporabi, v rednih bolnicah, 10 tisoč bolnic in več ima to uporabi že od leta 1995 naprej. Takrat so pridobljeni certifikati po celem svetu, prej so bila pa testiranja od 1991 naprej. A se vam ne zdi, da ljudje slišijo na Kitajskem, pa pol že kar dajo roke kvišku v tem smislu, to je neka šuntroba? Ja, sej tudi njihova tisočletna, pa več tisočletna medicina ni šuntroba. Se pravi, so bili pred zahodno medicino mnogo pred nami že davno. Torej, to je vse tukaj noter zajeto. In ne bi dobil izumitelj, doktor, te svetovne nagrade leta 1985, če bi to ne bilo tako edinstveno in unikatno. Ne samo to svetovno nagrado, tudi Neureki so 3 zlate za ta izum dobil priznanja, plakete, 4 srebrne, belgijskega kralja, belgijskega ministra za zdravje, španskega kralja, itd. Franci, zna povedati, ker ni konca, pa vas je pa toliko časa govoril, da vas je prepričal, da greste probat. Niti ne. A ne? Sam jaz sem se rekel, pa grem probat. Sej več kot školit me ne more. To je res, če je pa opcija, da vam pa pomaga, pa tu bolj. Če pa popravi, pa ne. Kako se pa danes počutite? Da je v redu. Še hodite kaj na kakšne terapije ali sam? Ne, sam to. Mogoče bom še šel tukaj. Sam moram imeti malo pauze vmes. Malo pauze vmes, da malo zadihate. Ja, namreč Biospektrum deluje več dni tudi kasneje po terapijah, ker se prenaša iz celice na celico. To ni samo površinsko, deluje dejansko globinsko zaradi tudi mikrovalov in celotne, ne samo infre, tudi mikrovalov. Torej, naša terapija in po terapijah več dni so še efekti. Seveda je pa dobro to ponavljati, več dni zaporedoma, ali recimo nekateri hodijo enkrat na leto po dvig energije. Največkrat, kako ljudje opišejo, tako kot pravi gospod Franci, po stopnicah, kako je lažje šel, kako je lažje spal, kako je lažje se v postelji obrnil, kako lažje vsakodnevno premagujejo napore. Ravno danes sem eno gospo poslušal prav, kako se bolje počuti. Sej znakov na sami ščitnici še ne more biti po enem tednu, ravno, pa testa ni zdajle naredila, ampak vsaka stvar ima svoje obdobje, svoje zahteva. Ampak ravno na počutju, kako se počuti, kako energijsko se polno počuti, sem pa ravno danes imel te pogovore. Potem se pravzaprav sprašujem, vse te stvari, ki ste jih povedali, pa Biospektrum, pa to, pa una komora, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to. Koliko je pravzaprav smiselno, da smo seznanjeni s tem? Saj na koncu dneva mene zanima, da lahko normalno upravljam obveznosti, da se dobro počutim in da lahko kvalitetno živim. Ja, to je seveda zelo pomembno. In tudi preventivno je zelo pomembno, da kaj za sebe naredimo, da potem naslednji dan spet lahko maksimalno funkcioniramo. Oziroma, da se izognemo raznim boleznim, saj vendarle imunski sistem Biospektrum močno izboljša. Poviša aktivnost NK celic, natural killer, poveča limfocite, levkocite, rdeča krvna telesca izboljša, prekrvavenost je boljša. Skratka, za cel niz raznih bolezni, ne bo zunanje rane, notranje rane, kolitis, naj bo, ja skoraj da ni,
Veva, obstaja 50 različnih bolezni in za njih klinični testi, raziskave in na osnovi tega seveda pridobljeni vsi te certifikati. Kot medicinski aparati so to v celem svetu priznani. Takole nas učijo zdravniki in zdravilci in pravzaprav strokovnjaki iz različnih področji, da pravzaprav bolezen ni nič drugega kot telo v neravnovesju. Tako. Se pravi... In to poskrbi Biospektrum absolutno v preventivni smislu. Če nam poskrbi za ravnovesje, za močno energijo, za dovolj energije, potem smo veliko naredili za sebe, da ne pustimo tujkom tako hitro blizu, da nas najedajo ali pojedo. Evo še tole vprašanje, ko pridemo na pomlad, pa jesen, pa po zimi, ogromno ljudi je bolnih. A je to normalno, da so ves čas prehlajeni? Meni se to ne zdi normalno, zaradi tega, ker jaz trkam, jaz sem zdrava kot riba. Hvala Bogu. Vse je normalno, vse z narave. Vendar, saj sva govorila, na sebi veliko premalo se dela, veliko premalo se spodbuja energijski sistem. Gremo in šele naredimo kaj, ko že imamo določene simptome, ko nas bolezen že napade. Marsikdaj predhodno pa pozabimo na to. Vse takrat ne treba, kot nič ne boli. No, Vse bo nekaj nič prišel. A to še zdaj imate tako Ja, prepričanje? zmeraj. Tako pa. Še zgod mi manjka O tem govoriva. po težki cajti, da se odločim, da grem kam. Včasih mora res boleti, da se ljudje premaknejo. To je Ja. pa res. Žal je tako. Žal je tako. Žal je tako. Ampak spreminjamo navade. Najlepša hvala za tale klepet, bilo mi je prijetno in z Hvala za veseljem povabilo. odkrivam nove stvari, takšne in drugačne, ki lahko po vrhu še komu pomagajo. Spoštovani gledalci in gledalke, vrsto zanimivih novic pa lahko že tale trenutek najdete tudi na klepet@kavi.si, med drugim tudi izjemno zgodbo o Slovencu, ki je zaustavil kar težko pošastno diagnozo multipla skleroza. Kaj je bilo tisto, kako in na kakšen način, pa tudi o tem, kako vedeti, če ste v menopauzi, pa kako narediti tudi test, če ste v menopauzi, da boste vedeli, da ne boste te simptome zamenjevali za čim drugim. Vse to torej na klepet@kavi.si. Vidimo se znova jutri, do takrat pa naj vam bo svet lep.